in da bi dolgoročno v naslednjih 10 in pa 20 letih lahko bistveno pomagali k razvoju tako gospodinjstev, kot tudi živinoreje in poljedelstva v našem okolju. Hvala lepa. Med nami imamo tudi prvo prekmursko županjo, gospod Cvetko Ficko iz Grada. Cvetka, mogoče še tvoje razmišljanje, kako je z kmetijstvom v občini Grad? En lep pozdrav tudi v mojem imenu. V svoji predstavitvi sem imela med drugim tudi v programu razvoj podeželskega turizma. Opažam, da imamo v naši občini kar nekaj točk, katere si pridejo pogledati širša in ožja okolica. Vendar trenutno smo imeli pač eno tako neljubo nesrečo, vendar Vulkan jo bomo vzpostavili nazaj. Ampak naj povem predvsem to podeželski turizem. Podeželski turizem imam nekako v mislih predvsem to, da to, kar tu posameznik pridela, tudi ponudi in ima zagotovljeni odkup v teh naših turističnih točkah oziroma v gostilnah oziroma v restavracijah, ali kakorkoli bi to imenovali. Med predstavitvijo je bilo povedano tudi kar precej o tem samooskrba. Doma pridelaš, doma porabiš, ne greš kupiti v trgovino. To je en sporedni problem. Vendar, če nekako pred par leti, naj povem, smo mi kot turistično društvo tudi poskušali in smo tudi uvedli kmečko tržnico. Če se navežem, omenila sem to iz tega razloga, da bi se navezala na turizem. Imeli smo vsaki 14 dni kmečko tržnico z domačimi pridelki in izdelki, zelenjava in vse, kar pa čez rase, meso, kruh. Ampak veste, kaj smo ugotovili, čeprav smo imeli na kar znani točki na križišču. Ugotovili smo, da dnevni turist, ki pride teh naših pridelkov in izdelkov, ne kupi. Pride si ogledati okolico, pride si pogledati znamenitost, opravi k večjemu kako malic v bližnjem gostinskem lokalu, na naši tržnici oziroma na teh tržnicah naših izdelkov enostavno ni kupov. Se pravi, jaz vidim pridelavo zelenjave in vseh ostalih pridelkov, da bi se pa res našel način, da bi te pridelke in izdelke nekako plasirali v te ustanove, ki jih imamo okrog, mislih imam vrtce, šole, dome za starejše, da bi pa mogoče poiskali njihovo potrebo in jih poskušali iz domačega okolja oskrbeti s temi izdelki. Toliko jaz vidim eno sliko okrog kmetijstva in turizma. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Ernest Nemec, župan občine Puconce. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Začel bi pri najmlajših. Zelo dolgo sem delal v šoli in v glavnem sem opažal, da je potreba, da že čisto mlade, že v vrtcih navdušujemo za življenje na podeželju. Potem seveda pride šola in na vsaki šoli, tudi Gorički, se da vzpostaviti sistem in mlade sproti navduševati, ne samo da opazujejo, temveč tudi, da kaj postorijo. In seveda, da se cilj končni mora biti, da se jih veliko odloči tudi za delo pa življenje na kmetiji. Moram povedati, da z naše šole, osnovne šole Puconce, da je največ dijakov na kmetijski šoli, ki bi pa tudi rabila precejšno prenovo, saj ko debatiramo o teh zadevah, tudi opažamo, da dosti dijakov odide tudi v kakšne druge šole. In seveda na ta način bi potem mlade pripravljali za sodobno kmetovanje, seveda pa bi bilo potrebno še veliko stvari postoriti.
V občini Puconci je kmetijstvo pomembna dejavnost, občina Puconci izdatno pomaga pri tem, tudi za subvencijami. Moram pa povedati, da smo se dogovorili z kmetijsko-gozdarskim zavodom za še tesnejše sodelovanje na različnih področjih, da pomagamo našim kmetovalcem in seveda predvsem zdaj, ko se začne, če niso današnji govorniki kaj preveč spodbudnega povedali, da se začne za pomočjo vsem tistim, ki so zainteresirani, da se odločajo tudi za dodatne dejavnosti na kmetiji, kar je možno in seveda tudi sam naj zaključim, ukvarjam z vinogradništvom, nedaleč od tu stran in moram povedati, da se tudi na gorički zemlji da jo pridelati dobre stvari, od sadja do grozdja, vina iz tega, vse to pa je že dodana vrednost in seveda se da tudi kaj zaslužiti, potrebno pa je pomoč države, da ta evropska sredstva pridajo v prave roke in ne sme biti, da ne bi bili pri tem, ko črpamo evropski denar, neučinkoviti. Danes se nekje prebral, da je 700 ljudi v Sloveniji dela na tem, da ta sredstva pridejo v Slovenijo in od tega, kar dobimo, je 2% za njihove plače. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Iztok Farte, kako je s kmetijstvom v občini Šalovci? Hvala lepa. Najprej vsem skupaj prav lep pozdrav. V zadnjem času se je občina Šalovci in pa seveda odbor za kmetijstvo občina Šalovci, oziroma 4 leta se že intenzivno ukvarjamo z divjadjo, ampak o tem danes ne bi rad govoril, ker je o tem že veliko povedanega. Bi pa povedal o drugih stvari in sicer v zadnjem času sem se veliko sestajal po eni strani z kmetijsko-gozdarskim zavodom Murska Sobota, kjer tudi z gospodom direktorjem Režanjem in pa z drugimi, s njegovimi sodelavci pripravljamo nekaj ukrepov za spodbujanje razvoja kmetijstva v občini. To je po eni liniji. Po drugi liniji istočasno smo imeli že sestanek v okviru Krajinskega parka Goričko, ker je tudi v obravnavi zakon o Natura 2000 in tudi zaenkrat imamo obljubo ministra, da nas obišče v ta mesec. Naslednji teden imamo nekako sklepno pogovore prav na temo razvoj podeželja in kje so pač prioritete razvoja pač Goričkega. Tu vidimo kar nekaj posebnosti, posebej, ker tudi v vse programi, ker so trenutno v obravnavi razni programi, se večino tudi udeležujem in pa dejstvo pa je, tudi zadnjič, ko smo bili v okviru skupnosti občin Slovenije, da bo denarja občutno manj, kot je bilo v prejšnji perspektivi. To je posebej problematično ravno za ta del Goričkega, ker kot smo že ugotavljali na vse te pogovori in pa pogajanji, pač katera so tiste razvojne možnosti, prioritete, kjer se pač Goričko vidi, celotno območje, ker vemo, da spadamo pod Naturo 2000 in pa Krajinski park Goričko in kje bi se pač naši dodatne zaposlitve, hkrati pa tisti programi, kjer bi lahko občani tudi črpali različne sredstva iz različnih skladov. Veliko je bilo povedano tudi sedaj, ko čakamo kljub obljubi Ministrstva za kmetijstvo, še vedno nismo dobili, pa tudi prej mi je direktor potrdil, da še nimamo. En vzorec smo dobili z skupnosti občin, ampak nekako ni ugoden za naše podeželje. Kje so tisti programi in pa projekti, kjer lahko pač naše občanke, občani in pa predvsem kmetovalci nekako tudi razvijajo svoje dopolnilne dejavnosti in pa druge storitve na tem območju, ker kot vemo, tudi verjetno se ne bo v prihodnje kaj veliko spremenilo, ker industrija na tem območju ni in pa nekako v kmetijskem področju moramo vsekako iskati priložnosti. Jaz sem tudi posebej vesel, ker smo se nekako tudi okvirno dogovorili, koliko občin bo pristopilo, bomo še videli, glede pridelovalcev kmetijskih, ker tudi s strani Kmetijsko-gozdarskega zavoda nekako imamo stvari več ali manj prav skoraj dogovorjene, ker vemo zadruge kmetijske, kakšen sloves nosijo na Goričkem, vsaj v našem kraju,
in pa nekako neka organizacija pridelovalcev se bo verjetno formirala, da bo tudi predvsem, ker kot vemo in pa tudi se pač vsi strinjamo s tem, ni toliko problem pridelati, koliko je problem prodati. In prav v ta namen se nekako tudi poskušamo pač organizirati širše skupnosti, nekateri so pač tudi tukaj, sem se že srečal s temi, ki smo se dobili tudi pri gradu pred nekaj dnevi, da bomo pač v tej smeri se tudi v nadaljevanju pogovarjali in pa tudi pričakujem, da bomo našli rešitve ali pa vsaj mnenje od ministra za njegovo ekipo, ki nas bo obiskala v tednu, dva, če se v tem času kaj slučajno pa ne zgodi nepredvidenega. Tako da mislim, da strokovne službe nas podpirajo, ideje so, zdaj pa če bo tudi prisotno, mislim, volja ministrstva, predvsem kmetijskega, potem ne vidim, da bi bili kakšni večji problemi. Če pa ne, potem pa smo že slišali. Slabo se nam piše. Hvala. Hvala lepa. Zagotovo je kmetijstvo izjemno pomembno tudi v občini Hodoš. Mar ne, župan, gospod Ludvik Orban? Ja, vsi skupaj lepo pozdravljeni, tudi v mojem imenu. Jaz mislim, da moji predhodniki so skoraj vse povedali, ampak vseeno še par misli bi povedal glede tega. Jaz sem tudi izhajam nekje iz kmetijstva, ampak že 21 let sem delal v seminarni in zadnje čase seveda sem to zadevo opustil in sem pač posvetil svojo delo politiki, malo sem potem tudi počival. Zdaj spet ponovno sem začel isto prejšnjo nalogo upravljati in seveda zadnji čas nekaj sem tudi slišal probleme v kmetijstvu, te se pravi škoda po divjadi. Moji predhodniki niso se hoteli fejst dotakniti te zadeve, ampak jaz toliko moram povedati, da pač zadnji čas sem imel več razgovorov oziroma bil sem prisoten na raznih razgovorih glede škode od divjadi. In absolutno seveda se strinjam z predhodniki tu z tega omizja, da pač škodo treba omiliti. Samo treba na pravi način to pristopiti, na kakšen način, seveda tu v naši občini še nismo o tem odločali na občinskem svetu in zato tudi nimam nobene pravice ali pa nobenega mandata, da bi jaz v petek bil na tem sestanku v parlamentu, odboru za kmetijstvo, glede te škode ob divjadi. Ampak tudi ne nazadnje uradno nisem dobil vabilo. To moram povedati, da uradno nisem dobil, ampak od kolega šalovskega župana Iztoka Farčeka sem dobil vabilo, tako da vabilo nekako imam, ampak nisem uradno dobil, še danes sem preveril enkrat, pa nisem tega dobil. Ampak vseeno, kot pravim, ne morem pač na tej seji prisostvovati, namreč svoje mnenje bi lahko samo povedal, to pa ne bi bilo prav, ker ne nazadnje, kakkoli bo župan ali pa skupina ljudi se odločil glede tega, kako rešiti LPN ali pa ne nazadnje kakšno družino ustanavljati na tem območju, seveda škoda tudi takrat bo, kdorkoli bo na tem območju pač izvajal lov. Problem je to, da kmet mora dobiti škodo in vsak začetek je težak in zdaj kako na kakšen način seveda to škodo tudi poravnati v tistem pravem času, ko pa škoda nastane, je tudi problematično in zdaj težko se opredeli človek, da bi sam prevzel odgovornosti glede tega. Drugo je to, da kmetijstvo v naši občini je še vedno prisotno v precejšnji meri, drugo je pa tudi to, da imamo mi tam en obrat Agrosat, ampak oni bi se želeli tudi razvijati, ne morejo pa seveda graditi, ker pač zdaj nekako ograjujemo oziroma nekako izdelujemo protipoplavni načrt, ne morejo priti do gradbenega dovoljenja. Vemo to, da je lastnik Avstrijec, ampak vseeno, tu domačini so zaposleni, ne morejo dobiti nepovratna sredstva, ne morejo se prijavljati na določene razpise. Drugo je tudi to, da kmetje bi se morda odločili tudi na kakšne razpise glede tega, da bi pristopili za kakšno dopolnilno dejavnost, ampak moramo tudi to vedeti, da denarja, se pravi lastnega denarja pri kmetih ni. Se pravi, da je zelo premalo in verjetno zaradi tega tudi. Nekaj je bilo tudi povedano glede turizma, pa zelenjavarstva v Prekmurju, ampak tudi to je bilo povedano, da smo malo preveč oddaljeni od središča, se pravi Murske Sobote,
predvsem mi lahko računamo na Mursko Soboto, ne pa na Madžarsko ali pa ne vem kam. Zaradi tega bo tudi težko to prodati, oziroma če bomo to prodali, bo nam prevoz oziroma dostava bo več koštalo, koliko bi več pri tem zaslužili tudi to. Se pravi, tu treba, ne nazadnje pa tudi to moram povedati tukaj pred vsemi vami, da tudi kmetje malo, nekateri se da morajo več imeti lepši pristop do okolja, do sožitja, tisti, kateri ne obdelujejo kmetijske površine, ker tudi tam ljudje živijo, se pravi, moramo biti v soglasju, v sožitju, tako da ne smemo eden drugega ovirati. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj, vsi vemo, da ima pomemben vpliv na življenje in pa na dejavnost tukaj na Goričkem tudi Krajinski park Goričko. Gospa Dešnik se je opravičila, vendar izjemno pozdravlja to našo današnjo razpravo. Imamo pa tukaj predstavnika Krajinskega parka Goričko, pa bi jaz prosila za besedo ali dve o današnji temi. To je za malo presenečenje. Najprej za strani naše direktorice, ko sploh nisem vedel, da bom danes tukaj prisoten. Zdaj tudi presenečenje z vaše strani, da nisem vedel, da bom prišel do besede, ampak moje razmišljanje so že, kako bi rekel, stalnica na tem področju. To pomeni enostavno to, brez kmetijstva tudi Krajinskega parka ni enostavno. Sicer se to kmetijstvo pač skozi, recimo temu zadnje 2 desetletji precej spreminja na celem območju parka. Vzhod Goričkega je predvsem problematičen strani zaraščanja, zahod pa je mogoče malo preintenziven in posledice te preintenzivnosti se plačujemo že tudi prebivalci. Tukaj predvsem mislim na dejstvo, da se pač različni stranski produkti kmetijstva pojavljajo tako v vodi, tako v zraku. In je mogoče malo neumno to, da bomo pač zdaj vodo mogli na Goričko dobavljati iz ravninskega dela Prekmurja. Ampak to je čist en majhen segment vsega. Malo sem tudi, kako bi rekel, skeptičen glede divjadi. Vprašanje, če bo samo odstrel rešil to. Pritisk divjadi je verjetno večkomponentna zadeva. Mogoče bo res ekstremni odstrel rešil zadevo, ne nazadnje so konec 19. stoletja, v začetku 20. stoletja rešili problem z volkovi tako, da so jih v Sloveniji praktično iztrebili. Ampak to za sabo prinese tudi potem ogromno drugih problemov. Seveda, odstrel da, ampak do neke mere pa iskati tudi rešitve na drugi način. Jaz se kar nekaj časa sprašujem, zakaj se tiste površine, ki so bile v gozdovih namenjene divjadi, da se pravzaprav da divjad pritiska na tiste površine, zakaj se je to opustilo. To mi nikoli ni bilo preveč jasno. Da se vseeno... Ja, mogoče jih je res malo, ampak so območja na Goričkem, kjer bi se dalo te površine povečati. Kar se tiče vzhodnega dela Goričkega, je res, jaz izhajam z vzhodnega dela in to, da vidiš divjad sredi belega dneva, to pred 15-20 leti res nisi doživel. Danes je pa stalnica. Ne samo srnjak, tudi jelenjak se da videti sredi belega dneva. Tako da pač iskati rešitve na večjih področjih. Potem, kar se tiče programa razvoja podeželja, ukrepov pač te kmetijsko-okoljske politike, oziroma od zdaj naprej še podnebne politike, program je res mogoče, ne bom rekel malo slabši, ampak drugačen, kot je bil prejšnji. Mogoče je res malo manj denarja, ampak kljub vsemu pa jaz pravim, da ga je pač potrebno popolnoma izkoristiti. In to je velika naloga kot nas, Krajinskega parka Goričko, predvsem pa kmetijske stroke, ki se
pač ukvarja s tem, ki je plačana za to. In nažalost na terenu večkrat opažam, da so tudi strokovnjaki na tem področju samo kritični, ne znajo pa tega predstaviti na primeren način ljudem, oziroma mogoče predstavljajo mogoče malo na napačen način, oziroma premalo aktivno. Tako da bi bilo potrebno pač to zadevo, kakršna je zdaj za letos, seveda, če bojo spremembe, če bojo pozitivne spremembe, toliko boljše, ampak zdaj pač letos to maksimalno izkoristiti, koliko se le da. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa odpiramo razpravo. Dobrodošli vaši predlogi, mnenja, vprašanja. Kdo bo zbral prvi pogum? Jaz prihajam iz občine Hodoš, sem kmet, kateri bi želel vam povedati svoje mišljenje, težave in tako naprej. In mislim, sem Franc David, da obdelujem cirka 100 hektarjev zemlje, imamo 150 glav goveje živine. In kak znate, da je kruto se boriti z divjačinami, najbolj je kruto pa z lovci, kateri mogoče bi prosil gospoda Kovača, da mi lahko potrdi zadevo, če ni tako. Leta